Pozdravljeni, dragi gledalci in poslušalci. Veseli nas, da ste se ponovno pridružili v tem čudovitem dopoldnevu. Preberimo skupaj vrstice iz Izaija 61, 10 in 11. Silno se veselim v Gospodu, moja duša se raduje v mojem Bogu. Zakaj? Odel me je z oblačilom odrešenja, ovil me je z ogrinjalom pravičnosti. Kakor ženina, ki si nadene venec, kakor nevesto, ki se okrasi z nakitom. Saj kakor zemlja poraja svojo rast in kakor vrt poganja svoje seme, tako bo Gospod Bog dal poganjati pravičnost in hvalo pred vsemi narodi. Prisluhnimo in zraven zapojmo še pesem. Kmalu dan bo prišel. Kmalu dan bo prišel, ko ne bo več straha, temni senc in gorja, bolečini ne solza. Tam pri zlatih vratih bom šel s Gospodom večni dom. O, zares bo čudovit tisti dan. Slaven bo tisti dan, ko nebesa bom pozvan, ko odrešitelju bom vzet, ker sem po milosti otet. Za roko me bo prijel in v domovino z njim bom šel. O, zares bo čudovit tisti dan. Pri Gospodu pa ni težkih dni, ne skrbi, bo srca ne pesti, saj poslavljanja več ni. O, Gospodu bom živel, ki za mene je trpel. O, zares bo čudovit tisti dan. Slaven bo tisti dan, ko nebesa bom pozvan, ko odrešitelju bom vzet, ker sem po milosti otet. Za roko me bo prijel in v domovino z njim bom šel. O, zares bo čudovit tisti dan. Vabim vas k molitvi. Dragi nebeški Oče, hvala ti, ker si ti z nami in ker nas vodiš in varuješ. Prosim te, da blagosloviš tudi ta dan. Prosim te, dragi nebeški Oče, da nam pošlješ Svetega Duha, da bi vplival na naše misli in na naša srca, da bi se predali tebi. Hvala ti, ker si ti z nami. V Jezusu imenu. Amen. Ko sem bil star približno 13 ali 14 let, smo otroci iz Mariborske adventistične cerkve pod vodstvom svojih učiteljev pripravili dramski prikaz Jezusove prilike o 10 devicah. Prikazu mi je pripadla vloga ženina. In tako kot ženin v Jezusovi priliki sem v določenem trenutku izrekel besede. Resnično povem vam, ne poznam vas. Besede so bile namenjene skupini deklet, ki so predstavljala nespametne mladenke. V tej skupini je bila tudi moja 10 let mlajša sestra Maja. Izgovorjene besede so jo zelo užalostile, tako da je objokana odšla do mame in rekla: kako je lahko rekel, da me ne pozna? Seveda se njena žalost ne more z ničemer primerjati žalostjo in razočaranjem tistih,
ki bodo te besede slišali ob Jezusovem drugem prihodu. To bodo tisti, ki so zanemarili in spregledali pomen budnosti in pripravljenosti na ta veličastni dogodek. In prav to je bila osrednja tema in sporočilo prilik, o katerih smo proučevali prejšnjo soboto. Danes pa se bomo posvetili dvema prilikam. Priliki o talentih in priliki o ovcah ter kozlih. Obe sta zapisani v Evangeliju po Mateju 25. poglavju. Vabim vas, da odprete skupaj z menoj svoja sveta pisma in da spremljate besedila, o katerih bomo proučevali. Prilika o talentih, ki je zapisana v 25. poglavju od 14. pa do 30. vrstice, nadaljuje temo pripravljenosti in budnosti, ko gre za Kristusov drugi prihod. Toda za razliko od prejšnjih prilik, odgovarja tudi na vprašanje, kako se pripraviti. In prav to je poseben prispevek te prilike o talentih. Potek zgodbe je precej enostaven in menim, da tudi precej dobro znan. Zato je ne bomo brali, ampak jo bomo le povzeli. Človek je odpotoval in svojim 3 služabnikom dal talente. Enemu 5, drugemu 2 in zadnjemu 1. Naj povem, da talent predstavlja določeno, lahko rečemo, precej zajetno vrednost denarja. Namreč vrednost enega talenta je znašala vrednost plačila, ki ga je delavec dobil za 6000 delovnih dni ali 24 let dela. Prva 2 služabnika, ki sta prejela 5 in 2 talenta, sta takoj začela trgovati z njimi in povečala gospodarjevo investicijo. Tretji pa je svoj talent zgolj zakopal v zemljo in ga tako poskušal ohraniti. Na tem mestu je potrebno omeniti, da zakopati denar v starodavnem svetu ni bila tako slaba zamisel, če ste želeli le varnost. Seveda pod pogojem, da ste si zapomnili, kam ste talent zakopali. Toda gospodar si je za svojo investicijo želel več kot le varnost. Pričakoval je, da bodo talenti uporabljeni za ustvarjanje dobička. To je postalo očitno, ko se je po dolgem času, zapazimo znova omenjanje tega časovnega zamika gospodarjeve vrnitve, ko se je gospodar torej po dolgem času vrnil in naredil obračun, da bi preveril zvestobo svojih služabnikov v času svoje odsotnosti. Pri vzoru sodbe, ki sledi, je gospodar nagradil služabnika, ki sta bila zvesta v opravljanju svojih dolžnosti, in kaznoval tistega, ki ni naredil nič, pa čeprav je vedel, da se je od njega pričakovalo odgovorno vedenje. Neodgovorni služabnik ne le, da ni prejel nagrade, ampak mu je bilo odvzeto tudi to, kar je imel. Po gospodarjevem mnenju ni bil pripravljen vstopiti v kraljestvo. Nauk je jasen. Pripravljenost za drugi Kristusov prihod ne pomeni pasivnega čakanja, da se bo ta zgodil. Namesto tega pomeni pripravljati se, biti aktiven. Biti aktiven in prinašati rezultate za nebeško kraljestvo. Rezultate, ki jih gospodar lahko vidi in odobri. Iz te prilike se lahko tudi naučimo, da Bog ne pričakuje enakih rezultatov od vsakega človeka. Kristjani imamo različne stopnje sposobnosti. Toda na končni sodbi ne bo ovrednotena naša stopnja sposobnosti, ampak to, ali smo sposobnosti, ki smo jih prejeli od Boga, tudi odgovorno uporabili. Ljudje nismo enaki v sposobnostih, smo pa lahko enaki v prizadevanju, ki ga vložimo za njihovo uporabo. Bog ob svoji vrnitvi od vsakega od nas pričakuje dober dobiček za svojo investicijo. Še nauk, ki se ga lahko naučimo v prilikih o talentih, je, da zvesti niso nagrajeni za bogato pokojnino, ampak s še večjimi odgovornostmi. Veličina, ki temelji na služenju, o čemer je Jezus govoril že v Mateju 20, 26 do 28, se bo nadaljevala tudi v prihodnjem veku. To je večno načelo nebeškega kraljestva. Ellen White to lepo povzema, ko pravi, da prava vzgoja učenca pripravi za veselo službo na tem svetu in za še bolj vzvišeno veselje obsežnejše službe na svetu, ki pride. V drugi priliki o kozlih in ovcah,
pa se srečamo z nadgradnjo teme, o kateri govori prilika o talentih. Pravzaprav je tehnično gledano to veliko bolj opis apokaliptične sodbe kot prilika, vendar pa je v njej Jezusov razvijajoči se nauk o pripravljenosti pripeljan do vrhunca. Medtem ko so prve 3 prilike poudarjale budnost in je 4. poudarila in razjasnila pomen delovanja v času čakanja, ta zadnja prilika, ki je zapisana v Evangeliju po Mateju 25, 31 do 46, na zelo konkreten način opisuje naravo tega delovanja. Preberimo priliko skupaj. Ko pride Sin človekov v svojem veličastvu in vsi angeli z njim, takrat bo sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Ovce bo postavil na svojo desnico, kozle pa na levico. Tedaj bo kralj rekel tistim, ki bodo na desnici: pridite, blagoslovljeni mojega očeta, prejmite v posest kraljestvo, ki vam je pripravljeno od začetka sveta. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: proč izpred mene prekleti v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Kajti lačen sem bil in mi niste dali jesti, žejen sem bil in mi niste dali piti, tujec sem bil in me niste sprejeli, nag sem bil in me niste oblekli, bolan sem bil in uječi in me niste obiskali. Tedaj bodo tudi ti odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega ali žejnega ali tujca ali nagega ali bolnega ali uječi in ti nismo postregli? Tedaj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli niste storili enemu od teh najmanjših, tudi meni niste storili. Ti pojdejo v večno kazen, pravični pa v večno življenje. Zgodba o ovcah in kozlih je živopisna besedna slika končne ločitve, ki se bo zgodila, ko bo Jezus prišel na nebeških oblakih. V tej sliki in tudi v Jezusovem prihodu ni prostora za nevtralnost in druge priložnosti. Vsak posameznik je bodisi ovca, kar je standardni starozavezni simbol Božjega ljudstva, bodisi koza. Vsak posameznik je postavljen bodisi na desno, kar je simbol naklonjenosti, bodisi na levo, kar je simbol nenaklonjenosti. Tretje možnosti ni. Prav tako se na to odločitev sodbe tudi ni moč pritožiti. Gre za dokončno odločitev. Tisti posamezniki, ki časa čakanja in budnosti pred drugim prihodom ne bodo uporabili pravilno, bodo za večno izgubljeni za nebeško kraljestvo. Ključen dejavnik v tej priliki je presenečenje. Tako ovce kot kozli so presenečeni nad kraljevo odločitvijo glede njihovega primera. Obe skupini si glede odločitve tudi zastavljata ista vprašanja. Razlog za to presenečenje izvira iz napačnega razumevanja tega, kaj je prava vera. Nažalost ima večina ljudi to napačno razumevanje. Povprečen človek namreč kot bistvo prave vere ali religioznosti vidi sprejemanje pravih naukov ali prakticiranje določenih ritualov oziroma življenjskih ali verskih dolžnosti. Toda to ni svetopisemsko stališče. Preberimo skupaj besedilo knjige preroka Miha 6. poglavja 6. do 8. vrstice. S čim naj stopim pred Gospoda, se priklonim pred Bogom na višavah? Naj stopim preden žgalnimi daritvami z enoletnimi taleti? Ali se bo Gospod veselil 1000 ovnov daritve potokov olja? Ali naj mu darujem svojega prvorojenca v povračilo za svojo pregreho, sad svojega telesa kot poravnavo za svojo dušo? Bilo ti je razodeto, o človek, kaj je dobro, kaj Gospod hoče od tebe? Nič drugega,
kakor da pravično ravnaš, da ljubiš usmiljenje in da si ponižen pred svojim Bogom. V enem od najbolj znanih starozaveznih besedil Bog po preroku Mihu pravi, da od vsakega svojega sledilca ne pričakuje obredne poslušnosti ali zunanje pobožnosti, ampak pravično ravnanje. Jezus je to besedilo v Evangeliju po Mateju predtem citiral že 3-krat. V 9. poglavju 13. vrstici, 12. poglavju 7. vrstici in 23. poglavju 23. vrstici. Zanimivo je, da je vsakič to storil v kontekstu besedil, ki govorijo o napačnem razumevanju prave vere. Prav tako se ta tematika pojavlja tudi v drugih novozaveznih besedilih. Jakob je na primer zapisal: čista in neomadeževana pobožnost pred Bogom in očetom je to, skrbeti za sirote in vdove v njihovi stiski ter se ohraniti neomadeževan od sveta. Apostol Pavel pa k temu dodaja, da je ljubezen do bližnjega izpolnitev postave. Tudi Evangelij po Mateju ni tiho o temi prave vere in njenih nagrad. Jezus je o tem najbolj jasno spregovoril, ko je trdil, da kdor da piti samo kozarec hladne vode enemu izmed teh malih, ker je ta imenovan učenec, resnično povem vam, ne bo izgubil svojega plačila. Prav tako je izjavil, da je celotno postavo moč povzeti v 2 velikih zapovedih, ljubezni do Boga in ljubezni do bližnjega, in popolnost opredelil kot usmiljenje do posameznikovih sovražnikov, kar lahko vidimo v paralelnih besedilih v Evangeliju po Mateju 5:43 do 48 in Evangeliju po Luku 6:36. Vsi ti in podobni nauki pa doživijo svoj vrhunec prav v Mateju 25:31 do 46. V tem besedilu je namreč z nezmotljivo jasnostjo izpostavljeno merilo sodbe. Ljudje na sodbi ne bodo vprašani, kaj so verovali ali kateri dan so posvečevali ali kaj so jedli. Čeprav so vse te stvari pomembne, pa je vendarle možno, da se jih človek drži na najbolj dosleden način in je kljub temu za večno izgubljen. Bistveno vprašanje na sodbi bo, ali smo pokazali otipljivo ljubezen do svojih bližnjih. Čeprav je to svetopisemsko sporočilo povsem jasno in ne potrebuje nobenega dodatnega pojasnila niti potrjevanja, pa preberimo vendarle naslednje besede. Kristus je na Oljski gori opisal učencem prizor velikega sodnega dne. Poudaril je, da bodo odločitve pri tej sodbi odvisne od ene lastnosti. Ko se bodo narodi zbrali pred njim, bosta obstajali samo 2 skupini. Njihova večna usoda pa bo določena po tem, kar so naredili ali opustili narediti zanj v osebnosti siromašnih in trpečih. Nekateri so sicer bili mnenja, drugi pa to mislijo še vedno, da prilika o ovcah in kozlih uči o zveličanju z deli. Toda to preprosto ne drži. Ta odlomek namreč govori o merilu na zadnji sodbi, ne pa o tem, kako se človek zveličuje. Kristus je namreč v svojem veličastnem poslanstvu plačal kazen za greh in s tem omogočil odrešitev oziroma zveličanje vsakega posameznika. Bistvo besedila, ki ga proučujemo, pa je otipljiv dokaz tega, ali je človek bil odrešen ali ne. Če so ljudje zveličani, bodo njihova življenja obrodila sad, ki bo ukazal na to, da so ponotranjili Božjo milost in ljubezen s tem, da so pripravljeni služiti drugim in to ljubezen deliti z njimi. Joachim Jeremijas tako piše, da bo na zadnji sodbi Bog iskal vero, ki je bila živeta. Na enak način Leon Morris pravi, da moramo imeti v mislih, da je celotnemu svetopisemskemu sporočilu skupno to, da smo rešeni po veri in sojeni po delih. Dela, ki jih opravljamo, so bodisi dokaz delovanja Božje milosti v nas, bodisi dokaz našega zavračanja te milosti. Pomemben nauk iz zgodbe o ovcah in kozlih je, da so dela, ki štejejo, preprosta in nepreračunljiva. Gre za tako preproste stvari, kot je dajanje hrane lačnim in obiskovanje bolnih. In gre za nepreračunljive stvari,
v smislu, da jih ti, ki jih delajo, ne kopičijo kot svojo zaslugo, ampak jih opravljajo zaradi tega, ker v njih živi Božja ljubezen. In ta Božja ljubezen se povsem naravno izliva na druge. Pomoč drugim in usmiljenje sta za njih nekaj povsem naravnega. Ponotranjili so Božjo ljubezen, ta pa se vsak dan kaže v njihovem življenju, čeprav se velikokrat sami tega niti ne zavedajo. Po drugi strani pa je drža tistih, ki so označeni za kozle, takšna. Če bi vedeli, da so revni in lačni pomembni, bi jim takoj pomagali. Ti niso ponotranjili Božje ljubezni in tako so zgrešili tisto, kar v veri resnično šteje. Njihova vera je pravzaprav oblika prikrite sebičnosti. Vsem takšnim sledilcem bo Jezus rekel: ne poznam vas. Ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi Gospod, Gospod, ampak kdor uresničuje voljo mojega Očeta, ki je v nebesih. Veliko mi jih bo reklo tisti dan: Gospod, Gospod, ali nismo v tvojem imenu prerokovali in v tvojem imenu izganjali demonov in v tvojem imenu storili veliko mogočnih del? In takrat jim bom naznanil: nikoli vas nisem poznal. Pojdite proč od mene, kateri ravnate nepostavno. Nezavedno ponotranjenje Božje ljubezni in njeno izražanje v vsakdanjem življenju je ključna kvalifikacija za vstop v nebeško kraljestvo. Takšni ljudje so začeli živeti načelo služenja in veličine, ki se vedno znova in znova ponavlja v evangeliju. Takšne ljudi je varno rešiti za večnost, saj so že na zemlji živeli skladno z načelom ljubezni, večnim načelom nebeškega kraljestva in bistvom Božjega značaja. To so ljudje, ki so po Božji milosti in njegovem delovanju izoblikovali pravičnost, ki je večja kakor pravičnost pismoukov in farizejev, in zato so pripravljeni vstopiti v nebeško kraljestvo. Ko so Marka Twaina nekoč vprašali, kdo bo po njegovem mnenju prišel v nebesa, je odgovoril: tisti, ki se bodo tam počutili kot doma. Kako preprosta in globokoumna resnica. Naj nam Bog pomaga, da bi tudi mi bili v tej skupini. Amen. Tokrat bom ob koncu tega našega srečanja namesto molitve prebral besede blagoslova, ki so zapisane v Judovem pismu 24. in 25. vrstici. Njemu pa, ki vas more varovati pred padcem, ter vas brez madeža in veselju postaviti pred svoje veličastvo, edinemu Bogu, našemu odrešeniku, po našem Gospodu Jezusu Kristusu, slava in veličastje, moč in oblast pred vsemi veki in zdaj in na vse veke. Amen.